Ljubno je za ženske skoke bil in vedno bo pač eno izmed top prizorišč v svetovnem pokalu. Dobrodošli v novi epizodi Ljubno podcasta. Končno gostimo v svojem podcastu eno izmed najboljših slovenskih skakalk in to je Nika Vodan. Dobrodošla v podcastu. Ja, dobrodošla tudi tebe. Kako si? Ja, pa v redu, no. Dobar sem, v redu. Malo živčna. Nika je že zelo ogreta v novi sezoni. Kako bi pokomentirala začetek? Jaz bom rekla, da je kar dober začetek, glede na to, da sem po poškodbi, tako da kar dobro smo zaštartali, ampak vem pa, da imam še kar veliko sebe. No, nekaj tekem je bilo zdaj kar napornih, sploh tele v Falunu z vremenskimi razmirami. Kakor sem spremljala, so te malo pohicali tam gor na naletu. Kako ohranjaš te svoje živce oziroma to fokusiranost na nastop ob takih trenutkih? Ja, jaz sem mislila, da sem včasih to imela mičkem bolj pod kontrolo, pa vidim, da če eno leto spustiš, da to malo izgubiš, da hitro prideš iz vaje in ja, tle enostavno sem bila kar precej živčna na vrhu skakalnice, ker nisem vedela, kaj se dogaja. Precej mi šlo to na živce, ker je bila zelena luč, pa nisem mogla iti na rampo, ker rampa ni bila prštimana. Ampak ja, ko se je v bistvu vse skupaj izkazalo, da je napaka bila v bistvu bolj kene fise, sem se rekla, ok, pač se zgodijo take stvari, ni panike, vsaka stvar, vsaka zgodba je svoja in treba se naučiti iz teh stvari in pač enostavno zrasti še višji. Jaz bom tako rekla, da ta tekma mi je dala kar velike samozavesti za naprej. Je pa težko pojiti v drug skok, ja, predvsem, ker veš, da imaš več v nogah, kar sicer, ne. Tako da, ja, v bistvu nasplošno za pred samo tekmo bi pa rekla, da se predvsem sprostim ali s kakšno dobro muziko. Z igrcem, tudi velikrat na telefonu. Kira glasba se najpogosteje vrti? A zdaj? Ja, trenutno, ja. Ja, zdaj so Christmas spirit varianta. A že? Ja, Gabar nas je okužil. Tako da, ja, jaz bi rekla, da mogoče zelo božične že, drugače pa bolj domače poslušam pred tekmo, ker se mi zdi, da pač ko domače itak znaš zapeti, pa se lažje sprostiš. Ampak kira je tista posebna, da bomo, a veš, da povem, da ti bo eno ljubno pa to glasbo. To pa kar ne bo Nika. Nika? Ja, ker ta je pač una tista, ki sem ta prvič prišla in je bila meni že takoj všeč. Zdaj sem malo preskočila, ker vsakič vsakega gosta vprašam, da se nekako predstavi, kdo je Nika Vodan, poleg smučarske skakalke seveda. Ja, ena trmasta punca, ki hoče doseči tudi mogoče kdaj kakšne nemogoče stvari. Mogoče se prehiter zapodim v kakšno zadevo tudi in potem toliko večje razočaranje, če jo ne osvojim. Mislim, da sem kar tudi dosti timski človek, kar se teh stvari tiče kot v ekipi, da se mi zdi, da mi je ful pomemben, da ekipa stoji skupaj in da znamo podpirati eno drugo. Drugače pa še vseeno mislim, da imam še kar dosti enega otroka vseb, tako zdaj trenutno. Ja, včasih je to dobro, ne? Ja, ampak kdaj je treba tudi kakšne stvari brzati za mečken nazaj, pa za tegen tročno. Kakor vem, ima Ljubno prav posebno mesto ne samo v tvoji karieri, ampak tudi v tvojem srcu, glede na to, da je to bila prva tekma, kjer si pač debitirala v svetovnem pokalu. A je to resnica ali se motim? Ne, je kar res, ja. Sej, se mi dobro zagodila tudi ta prvič, ko sem vršila da sem bila ruki in sem imela tudi zelo posebno nalogo, da to opravim, da sem krščena. Jaz se pač
Itak valjda prve tekme nikoli ne pozabiš in to so bili eni lepših trenutkov, bom tako rekla. Ljubno, itak je že sama tekma po sebi en svoj čar. Nimaš priložnosti videti toliko ljudi na drugih tekmah, na drugih nacijah, tako da Ljubno je načeloma neka mala planica za nas dekleta in vedno bo in res prav vesela sem, da je v bistvu Slovenija kljub majhnosti lahko tudi tako srčna, pa da znamo skupaj stopiti en za drugega. In ja, ta prvič, ko sem tam tekmovala, to je 10 let, hvala Špela. Hvala. Obletnica. To je zdaj 10. leto, ki poteka in 2016 je bilo to ta prvič in zelo sem bila vesela, da sem imela to priložnost ta prvič izkusiti prvo na domačih tleh. Potem sem se pa itak vam malo pridružila v ekipi in ja, res sem bila zelo vesela teh prvih občutkov. Kaj bi rekla, koliko se je tista Nika v teh 10 letih spremenila, mogoče tudi kot oseba? Jaz bi rekla, da kar precej tudi predvsem na razmišljanju. Se mi zdi, da se vidi pa pozna, da se možgani tudi starajo. Bi rekla mogoče pač, da nisem več toliko zaletava, kot sem bila kot mala Nika, tako rečeno, takrat še križnar. Tako da jaz bi rekla, da ja, da takrat sem imela kakšne take otroške napade, tako bom rekla, pač, da sem bila mičken prehiter, kakšno besedo kdaj rekla, ampak ja, to mi je bil v bistvu, da spremenim na sebi, da naredim nekaj, kar bi pač rada, da se znam najprej odločiti, pa premisliti o stvarih, preden jih pač izrečem. To v bistvu bi rekla, da je največja sprememba, ki bi jo videla, pa poleg tega je pa itak največja sprememba trenutno v priimku. Ja, sigurno. Za nas vse ostalo je velika sprememba. Ja. Kako jo je nate, to pa boš ti pa videla. Ja, ne bolj kot to, da imajo težave ljudje velikrat izgovoriti priimk ali pa ne vem, se lovijo ali pa dvakrat morajo reči, ker te poje še bolj pozornost dajo, še večjo pozornost dobi od mene, ker se zmotijo in ja, itak na začetku ni bilo za zameriti me, ne. Ja, se ti je že zgodilo, ker mene sprašujejo, ne, pa kdo je ta Nika Vodana, kaj vidijo na štartni listi. A se ti je zgodilo, da je nekdo prišel do tebe pa da je sprašal, ki je Nika Križnar? Ne, to se ni še zgodilo. Se je pa že zgodilo to, da so mene pač vprašali, kdo je ta nova Nika Vodan. Pač eden random je prišel do mene in je rekel, da pač to je ta pač Nika Vodan, sploh ne vem, sploh ga nisem poznala. Malo mi je bilo itak smešno, ker sem bila tako, ti vedel, da sem to jaz, ampak nisem po en stran, nisem upala reči, zato ker sem hotela se malo ogniti, ker sem ful se ne rada še vse izpostavljam toliko, kakor sem se včasih. To je ena izmed razlik, ki se je zgodila mogoče v teh letih. Tako da, ja, ne, drugače, da pa tako prav res, kaj takih vprašanj dobila, to pa ne, isto. Pol ti jih že jaz rešam, kar razložim, na čem je stvar. Ja. Kako se ti pa zdi, da se je sam svetovni pokal razvil v teh 10 letih, ko si prisotna? Ful. Itak je jaz, kar vidim, največ sprememba trenutno, da so se ženski skoki razvili v res neko pravo smer, da smo ratali mičkem bolj popularni. Predvsem vidim veliko spremembo tudi to, da pač je že deklet, tudi top 20, vseh top 20 deklet pač sposobnih skočiti na stopničke. Ni več tako, da bi bilo to res zožen krog teh deklet. Tako da to predvsem tudi itak oprema. Oprema je šla iz ene skrajnosti v drugo, pa potem zdaj spet še v ta tretjo skrajnost. Ampak
glih na podlagi pa prepoznavnosti pa meni zelo všeč to, da smo res punce tudi ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu mičkem bolj vidne in da ljudje vsakič več, tudi tako, ki jih jaz poznam, radi rečejo, da zdaj pa tudi radi spremljajo ženske skoke, kar mi je res, mi popihajo tako malo na dušo. A ti je v ponos, kaj si del te zgodbe, da prepoznaš v ljudeh, da so pa začeli to spremljati, da so začeli spoštovati tudi vas dekleta kot pač celotno zgodbo? Ja, ful. Meni je ful veliko mi pomeni to. Ne vem, itak poleg vsega tega pač sledijo te novinarske obveznosti za dekleta še toliko večjih, na podlagi te prepoznavnosti, ampak to je v bistvu samo en kanček te zgodbe, ki pripomore, da smo punce še toliko bolj res hkrati in uspešne in pač prepoznavne. No. Tako da jaz zelo sem vesela in pač počaščena, da sem lahko del te zgodbe. Da sem tudi v bistvu, ne samo jaz, vse punce, mislim, da sploh za Slovenijo dale pač res en velik košček v mozaik, da smo ratale toliko bolj popularne oziroma gledane. Kako se pa ti spopadaš, pač veliko let si zraven, prav s temi spremembami opreme, dejansko moraš prilagajati tehniko in opreme in razvoju samih skokov. Kako se ti s tem spopadaš? Vsak let teži, če sem čisto iskrena. Se mi zdi, da prejšnja leta ni bilo toliko težav. Se mi zdi, da tudi ni bilo toliko striktno pri opremi, kakor je sicer zdaj. Zdaj pa res v bistvu smo tam v šivalnici, ne vem, vseh 5 v bistvu stav plus jaz in strmimo v tisti dres in študiramo, a je vse v redu, a ni. Vsak kos opreme preverimo oziroma vsak kos na dresu pogledamo, a so ravni šivi ali kako in je kar, v bistvu se mi zdi, da zdaj še toliko teži, bom jaz rekla za mene, ker ne sledim tem pravilom, vsako leto se itak spreminjajo in je to res kar dosti naporno tudi za nas dekleta, če sem čisto iskrena, ampak sem pa vesela, da imamo tle v ozadju osebje, ki poskrbi za to. Tudi vesela sem, da je Juri toliko izobražen na tem področju, da zna se lotiti stvari in pač jih rešiti tudi na v bistvu licu mesta, na samih prizoriščih. Ti to predstavlja neko breme, da se moraš konstantno prilagajati nečemu? Jaz bi rekla, da ja. V bistvu predvsem tako, kot sem rekla, pač prejšnja leta niti ne toliko, ta let pa bi jaz rekla, da kar precej. No. V bistvu, da se mi zdi, da mene v bistvu osebno, pa mogoče ne samo mene, še kakšna druga dekleta hoče to majčkeno odrivati stran od tako lepega športa, ki je. In meni je v bistvu res žal, da se te stvari dogajajo, so bile tudi katastrofe, tako kot smo videli pač lansko leto z Norvežani, pa z vsem tem stvarmi, z dresi, ker to slišiš itak zašmi potem po vseh medijih, povsod in je to res itak še hoče bolj izostriti vse skupaj in je, potem te pravila ratajo toliko težja, še toliko težja za nas in ki ne veš, a bo na tekmi, boš prišel skozi ali tudi ravno to sem hotela vprašati, če te psihološko to veliko bolj obremenjuje, pač nekako ne moreš biti fokusiran sam na svoj nastop, sam tisto skočam in to je to, a ne? Ja, ne, nisem v bistvu, če sem čisto iskrena, manj, kakor pa prejšnja leta. Zdaj sem težje fokusirana na svoj skok. Priješ dol, upraviš skok, si zadovoljen s svojim skokom, ampak ni nujen, da bo ta skok veljal. Ker itak moraš na kontrolo oziroma je itak izbor za kontrolo. Itak sama že veliko veš, glede tega. Random, pa potem itak v finalni seriji za top 6 dekleta in je kar težko, v bistvu naporno, sploh pa še, ker dobiš tudi isto material od Meiningerja, ni nujen, da je ta prav material, da tudi prepustnost ne štima, tako da je kar težko, ja. A je kakšen kos opreme, ki bi
ki ga ne bi nikoli menjala, če bi bilo možno, da bi skus imela enakega. Da ti je problem ga zamenjati, ne vem, čevlji, smuče, ne vem. Te čevlje hočem imeti skozi ali pa te smuče hočem imeti skozi. Ne, jaz bi rekla, da itak dres, čevlji in smuči so tiste 3 stvari, ki ti največ priglavic dela čez celotno sezono. Ja. Smuči, tak, ker jih pač probaš in ne pridejo iz firme točno take, kot so se jih imel prejšnje leto. Potem čevlji isto, pač veliko trši pridejo iz firme in jih je prav tako treba mečkeno hoditi, mečken drugačen občutek je potem jih zamenjati in je tudi drugačen feeling skakati potem na skakalnic v njih. Dresi pa itak vsako leto se spremenjajo, tako da te 3 stvari so tiste, ki te v bistvu zabremzajo pred sezono in se rabeš mečkeno loviti v njih. A so se prav razumeli? Ja, ne, veš, tako, ne vem, imaš 3 pare smuči in pa zbereš enega v sezoni, a ne? Ja. In pa si rečeš, s tem bi skozi skakala, ne bi sploh menjala smuči, recimo. Ne vem, meni je bilo vedno ful težko čevlje menjati. Ja. In če bi lahko, bi imela skozi enake, ampak pač žal ne gre. Ja, v bistvu, za te 3 stvari bi jaz rekla, da bi pač bilo fajn, da bi bilo ena fiksna in bi to. Točno tako. Te 3 stvari, smuče, čevlji. Čeprav s čevlji zadnje cajte bom res rekla, da niti nimam toliko spet težav, kot sem jih že še prej imela. Dober, razen če res menjaš prav model čevlja, to pa ja, to pa itak. To je pa druga zgodba. No, zdaj je veliko pomanjkanja snega, ne? Tako da so tekme kar težko izvedljive oziroma imajo organizatorji kar veliko dela. Kako komentiraš recimo umetne smučine? Pač organizator porabi manj snega, lažje organizirajo tekme, a te moti, da so umetne smučine, so ti bile bolj všeč naravne, ali ti je čist enostavno vseeno, se prilagodiš, kakor je? Načeloma se prilagodim, ampak če sem pa čisto iskrena, če že zimski šport je fajn, da je na snegu, Ana. Mislim, da je naravni materiali in je pogrešamo zimo, mislim, če smo čisto iskreni, oziroma sneg. Premalo ga je in tle itak nimamo nič vpliva, zdaj pač to itak zadnje cajte res delajo bolke ne, oziroma ga sami delajo sneg, tako da je to zdaj že kar dosti v navadi nam, tudi skakalcem, tako da se mi zdi, da ni več toliko težav s tem prilagajanjem, pa tudi ni neke prav bistvene razlike, če sem čisto iskrena. Siguren velikrat dobiš vprašanje, a raj skačeš poleti ali po zimi? Ja, sem že dobila veliko ta vprašanje, ampak je za mene boljš, če sem čisto iskrena, polet, nimam toliko težav. A res? Ja, nimam toliko težav. Zdaj si me presenetila z odgovorom. A res? Ja, zato, ker dobro veš, pa me dobro tudi poznaš, da nimam toliko stabilnega doskoka in enostavno lažje pristajam poleti, kot kar po zimi. Tako da iz tega vidika drugače, ja, sama kulisa pa vse skupaj je pa itak valjda zima zmaga. A veš kaj, poleti še ne moreš nastopati na letalnici? Ja. Se boš premislila z odgovorom? Ja, a se lahko? Malo se hecam. Ljubno je velik del svetovnega pokala za ženske. Ja. Kako pomemben se tebi zdi ta kamenček v mozaiku, kad tako rada poudariš to? Prav ta tekma, ki je doma, pred domačimi navijači in vsi, ki stojijo za to tekmo. Tlej pa itak smer, kadar pridemo na to temo, pa kadar me kdo vpraša, kako je skaka doma, to je itak neka tekma, ki je res v bistvu ne moreš izpustiti oziroma ne sme manjkati, no bom tako rekla. In vsakič bolj, ko se pogovarjamo glih o tem, da bi radi združili moške oziroma ženske z moškimi tekmami, s prizoriščino, je kar težko v bistvu to slišati, zato ker ljubno je za ženske skoke bil in vedno bo pač eno izmed top prizorišč v svetovnem pokalu.
ne glede, a je to pač, če je to malo manjša skakalnica, je to bila vedno za nas, vsaj za Slovenke, še vseeno ena najljubših. In da si stojiš, že gor stojiš, pa vidiš ljudi spodaj. Lansko leto, recimo, sicer tega občutka nisem mogla doživeti in sem bila kot navijač spodaj in šele takrat se začneš zavedati, koliko ti veliko pomeni, da bi pa, če bi bila pa zdrava, pa če bi vse štimal, da bi bila pa rajš gor, kar pa spodaj. In gledala ljudi, ker je to pa res to tako vzdušje, taka kulisa, ki je res nepogrešljiva. In jaz bom tako rekla, da sem res vesela, da za vse ljudi, ki pridejo navijati, ki nas spodbujajo, ki stojijo za nami in kot starši, kot vsi bližnji, ki pridejo z 2 busoma, če treba, ali pa z 3, sem prav vsakmu hvaležna, da nas pridejo tako spodbujati in ja, se v bistvu to leto res prav veselim tega, ker sem lansko leto ful pogrešala. Kaj pa je tista stvar, ka prva ali pa beseda ali pa mogoče dogodek, ka slišiš ljubno? Pač poleg tekma. Kaj te spomni na to? Navijači. To je ta prva stvar, ki mi pride na pamet, kadar slišim pač ljubno. To je meni zmer grejo kot si na pokoncu. Zmer, ko sem na vrh gor, ko slišim tam mravliše spodaj, tako rečem mravlišče. Jaz si toliko višji, je itak noro. Pa mogoče kdo res, pač zdaj sem glih poslušala, ki je Domen govoril, da recimo na rampi on je v svojemu fokusu in ne sliši več nobenega naokoli. Yeah. Jaz sem pa glih druga oseba tle, ki pa požiram prav vsak glas iz publike, dokler se ne spustim. Takrat je pa potem svoj svet. In takrat, ko so pa na rampi, to pa že kar malo skoraj fokusu ide, da pač bi skoraj lahko zamudila trenerjev znak. Ni treba zamuditi, prosim. Se ne bom. Ampak res, to je nor občutek. No. Pa te vlečejo na ljubno sami lepi spomini ali imaš tudi kakšno slabšo izkušnjo? Nimam nobene slabe izkušnje, če sem čisto iskrena. To je bilo pa, zmer je bilo vzdušje, kulisa, kakorkoli, eno in isto. je itak top, spimo zelo dober, res dober. Itak domači, ki pridejo, ki to itak na Japonsko glih ne morejo pridati. Je, malo težje. In domača skakalnica, ki je meni iskreno ena najljubših, zato ker je po en stran malo na starejši način narejena in ki fajn stisne na noge, ki moraš res na nogah pripeljati. To jaz pogrešam, ne avtocesto. Jaz rabim nekaj, ki se po makadamu furaš. Dobro, tako rečeno. In ja, meni je, zato mi je všeč ljubno, zaradi vsega, in skakalnica in vse. No, lansko sezono, kot si že povedala, si mogla spustiti tekme, ampak vseeno si bila prisotna na prizorišču. A si občutila vseeno to podporo vseh, ki so bili tam, da ti želijo hitro okrevanje in neko dodatno energijo, da se vrneš po poškodbi? Ja, to pa sploh nisem mogla verjeti, jaz sem mislila, da bo to ena napornih dni, ko bom jaz tam, ker jaz sem bila to glih dober, še vsem po operaciji in kolena še vse zatekali precej in me je bilo strah, kako bom jaz to zdržala celotno tekmo, ampak ljudje, ki so prišli do mene, to me sem še bolj v bistvu dvignili, kakor da bi imela krila in da bi lebdela, kot da koleno sploh ni več težava. In mi je vsaka v bistvu beseda, celo iz drugih nacij, ljudje, ki so prihajali in iz vse Slovenije, ki so bili ljudje tam, ki so ti zaželeli vse dobro, pa da se čim prej vrni, mi je bilo to, res mi je to tako veliko pomen. In če celo spomniš, predsednica je prišla do mene takrat. Prav taki luštni trenutki z ljudmi, mogoče tudi, ki se ponavadi niti ne družimo
In ja, takrat sem čutila veliko te podpore. No, letošnja sezona je pa olimpijska sezona, ne? A se veseliš olimpijskih iger? Ja, ful. Se ti zdi mogoče, da ker je olimpijska sezona, a čutiš več pritiska mogoče same javnosti, ali tudi si dala več pritiska, glede na to, da je olimpijska sezona? Da bi si sama sebi dala pritisk, jaz mislim, da tokrat ne. Zaradi tega, ker mi je bil bistvo za to sezono res, da bi bila konstantna, da bi uživala v skokih nazaj, ker vem, kaj sem dajala skozi prejšnja leta. Kaj enkrat mičkem padeš, je res težko se nazaj pobrati in bistvo mi je, da se nazaj poberem in uživam v skokih. Tudi nekaj ciljev rezultatskih nimam, predvsem za olimpijske igre mi je res pač tako, ko sem si zadala za Peking, pej tja pa uživaj. To je pač neka tekma, posebna tekma, ki je na vsake 4 leta in sam bod tam in živi za tiste dni, ki si tam in mislim, da je to bistvo. Sej, če si dobro volja oziroma če se dobro počutiš, takrat lahko dobro skočiš in dober rezultat prineseš z dobrim skokom in mislim, da je bistvo glih ta začetek, da se dobro počutiš in si dobro volja na teh prizoriščih. Da bi pa čutila pritisk od javnosti, bi pa rekla, da ja, mogoče tle pa itak sem že v zadnjo, ko smo imeli novinarsko, sem se spomnila, mislim, mi je dal to mi vedeti, da je to že, da sem ena izmed redkih v in moški in ženski ekipi, ki bo to že 3. prizorišče olimpijskih za mene in ja, v bistvu je malo pritiska, pa sem večkrat začneš spomniti, ja, sem res, ne, a sem toliko stara. Pač, ja, v bistvu po eni strani mi je ful lepo slišati, da sem dala že v bistvu vse te prizorišča skozi vse te olimpijske tudi in prvi tak nisem nikoli ne pozabiš in tudi nisem si mislila, da bom lahko nastopala na njih, ker sem bila še vsem tako mlada. Ja, zdaj so pa že to 3. in si v bistvu res želim predvsem uživati in biti tam, kakor da je to zadnjič. A se ti zdi nasploh pač, da športniki dobijo veliko pritiska iz drugih, pač iz zunanjih dejavnikov, od drugih oseb seveda. Sploh, če se direkt na ženske smučarske skoke, vseeno je vsaka sezona, so zelo vrhunski rezultati. Po olimpijskih v Pekingu seveda po 2 posameznih medaljah se pričakuje marsikaj na naslednjih olimpijskih igrah. A se ti zdi, da mogoče vsi ostali preveč pričakujemo ali pa zdaj pa je to treba narediti? Ja, v bistvu jaz mislim, da se glih te ljudje, ki mičken dajo pritiska na te, ne zavedajo glih to, koliko je to dejansko res pritiska. Športnik pa šele dojame, se mi zdi, da tudi niti ne takoj, ampak poj kasneje z tekmo v tekmo, pa ki se bliža potem olimpijske, začneš čutiti vas ta pritisk, začne naraščati, pride nekdo do tebe, te vpraša, joj, se pa olimpijska sezona, v bistvu olimpijske igre so pred vrati, z medaljami si takrat prišla domov, a bo ta let tudi, ali pa ne vem, zdaj recimo primer, zelo dober primer, pa mogoče bo malo nerodno, ko bo to zdaj slišal, da njega izpostavlja. Ki ta strec smo zdaj, zmeri mene, zna malo tako pikant na cajte in reče, da ja, jaz čutim v kostih, da bo pa olimpijska sezona, da to pa to bo. Ja, glih te, v bistvu pa mislim, da glih mogoče od domačih še vsem lažje to sprejmaš, ampak glih to pa še vsem, kljub temu, da so to domači, še vsem kdaj pač začutim tako, no, ne mi deva zdaj pritiska, daj me zdaj pust za to sezono, pač jaz bom že nekako, daj si ti to v svoji glavi zamisel, mogoče
Mogoče pa res. Ampak dajmo to potem razglabljati, ko bo to enkrat mim, pa ker ne bo več toliko pritiska. Sem zdi, da si poj še sama dam še enkrat toliko poj pritiska pred samo tekmo. Ne vem, jaz sem tak feeling. Veš, kaj mi meni nekdo enkrat rekel? Na velikih tekmovanjih so samo 3 medalje. Borimo se pa za njih vsi. Ja, Torej, to, kot jih je na štartu, vsi ciljajo na medaljo. A točno je tako. Na Točno olimpijske tako. igre greš s tem ciljem. Ja, točno tako. Tako da lahko Tle se daš strinjam. tak odgovor. Hvala za idejo, to pa se mislim, da uslišal. Ja, pa se še vrnemo na kristalni globus. Kako je bila tista sezona, ko si osvojila kristalni globus? Kot prva, seveda. Ja, napeta, napeta sezona, bom tako temu rekla, do zadnjega v bistvu. To je bilo pa najbolj stresno v bistvu za mene. Jaz mislim, da se mi bo podaril cel svet takrat, ker tik pred zdajci, da me nekdo v kočo zapre, preden grem na predzadnje tekme še v Rusiji. No, naj pojasnimo, da to je bila COVID sezona. Tako je, pardon, ja. To je bil glih obdobje, ja, COVID-a, ker smo se testirali redno in koliko je kdo bil pozitiven, takrat se je to zgodilo trenerju in se ni videlo, ali je to lažni test bil ali kakorkoli. V glavnem nas so potem takoj po tekmi zaprli kočo v eno leseno hiško in vsi prešvicani, umazani v tiste tekme, tako rečeno, brez nekih filavcev, samo v tisto hiško so nas zaprli, hodili na vsake toliko cajta, nam hodili, prinesli za jesti, vem, da jedli nismo glih prav dober. Prinesli so nam pa bojenote, eno celo škatlo teh bojenotov in smo pa tisto jedli. In ja, takrat, ko so nas zaprli in so rekli, da ne vemo, če bomo lahko mi šli naprej, pa da bomo zamudili zihar potem na tekme, sem se že cel scenarij takrat naredil. Jaz sem mislila, da se mi bo svet podaril. Jaz sem mami klicala, Aljaža sem klicala, vse sem klicala domov, fertik je, ne bo več možnosti, zgubila sem to, jokala sem, se spomnim v sobi, zato ker sem mislila, da je to, ampak ja, na srečo se je to pa je se skrb tako zaključilo, da smo mi še vseeno odpotovali na tiste zadnje tekme. Sicer je bila pot kar brutalna, težka, če sem čisto iskrena in pa se mi malo bolj oddahnil, ker smo prišli na tiste zadnje prizorišče in je res laufal. Spomnim se čisto zadnje tekme na veliki skakalnici. En skok smo samo upravili in ta skok je bil odločilen. In potem za drugi skok smo čakali in si bila ti zraven mene, Špela. In to mi je toliko veliko pomenilo, ker si bila prav, to ne bom pozabila. To je bil pa moment, ko prva oseba bila, ko sem stisnila tam in si mi dala videti, nekaj usvojila si neki zelo, zelo velika in kaj se je to? Nisem mislila, da sem cjokala. Nor feeling, ker itak ponavadi se itak v izteku veseliš z ostalimi tekmovalkami, tako je bilo pa gor v ogrevalni sobi in vse je bilo tako, malo je bil sicer hkrati čuden zaključek, ampak po en strani je bil pa tok čustven, vso to pot dol po žičnici, ki sem se pelala, sem jokala iz škafa, se spomnim in ko sem dol prišla in zavedala, da sem pač jaz to res osvojila, je bilo, v bistvu itak je bilo prvo šokantno, nisem čist še dojela, sem zdaj poj malo še za mano prišlo v sob, da sem šele takrat sem poj do konca zjokala. Ampak ja, ne bom pozabila te sezone. Prvo je itak začela se mi je zelo, zelo lepo. Mogoče takrat sem si dala res vedeti, Nika, to je pa mogoče ta sezona, ki lahko ti veliko prinese. In res mi je in kljub temu, da je bil to še korona obdobje, mi je mogoče kakšno situacijo res utežilo, ampak hkrati mi je pa tako lepo polepšalo tisto leto, da sem z veseljem prinesla domov tisti globus in se veselila pa še z domačimi.
A se ti zdi, da je ta globus, vem, težko je primerjati rezultate, ampak vseeno za globus šteje cela sezona. Za olimpijsko medaljo šteje en dan, ena tekma. Ja. A je ta globus, ima večjo težo? Ta vprašanje pa toliko velikrat dobim, da je res težko odgovoriti na to. Se mi zdi, da je to toliko, če sem čisto iskrena, lih s tem razmišljanjem, zmer, kadar me kdo vpraša, kaj bi dala na prvo mesto, načeloma vse te dosežke. Ampak če bi se pa res moglo odločiti, da je to pika ena, moraš reči, je pa itak meni iskreno bil globus ena tako res dolgo potovanje, da si ga lahko v bistvu svoj mogel si biti celotno sezono, ne samo en dan, celotno sezono konstanten oziroma odličen, najboljši. In jaz bom tako rekla, jaz bom dala definitivno v bistvu globus na prvo mesto tle, zaradi tega, ker je tudi polhanje njih tekmovanj v ozadju. In ja, bolj to, mislim, jaz bom tako rekla, tle šteje res konstantnost. A pa se zavedaš, a se že zavedaš, da si vpisana v zgodovino in da vedno bo zapisano Nika Križnar, zdaj bomo dali. Je del te zgodbe, del razvoja ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in v svetu. V bistvu se res ne zavedam toliko. Sem zdaj še. Jaz mislim, da sem pošla enkrat začela zavedati, ker bom to mogla predajati še naslednjim generacijam, otrokom, od otrok, otrokom. Pač trenutno v bistvu se res ne, ker je bila tudi hkrati zaradi tega, ker je bila taka čuden zaključek, hkrati smešen tisto sezono. Glih zaradi tega je te korone, sem zdaj, da ni bilo spet, vsaj po mojem mnenju, ali pa saj jaz tako vidim, toliko spet gledana sezona, ali pa je začela biti še lepo je gledana potem vsem skup. Ampak ja, v bistvu nisem še toliko tela, če bi glih o tem razmišljala, koliko bo to, v bistvu, mislim, da je to nekje bo zapisano, kakorkoli, oziroma je zapisano. Ne vem, bom še malo od tega premislena, pa bom po moje počasi začela zavedati. Katera je pa še tista stvar, ki si jo Nika res želi doseči? Ja, ena itak veste vsi, no. To sem že tokrat povedala. Ja, povej, da bomo še enkrat. Ja, ena izmed največjih stvari je itak premagati svojega moža, ne? Jaz sem itak že velikokrat rekla, da bi rada skočila, mislim, pa niti ne, da bi za njega premagala, pač to je to, ne, ker sem trmasta, tekmovalna. Bolj, da bi skočila res tistih 200, magičnih 200 metrov. Preskočila. Da ne bo sem 2:00, ampak da bi šlo še čez. In zdaj koliko čez, bi pa to ful rada to leto in tudi izkusila to. Ker se mi zdi, da imamo zelo lepo priložnost. Imaš 2 priložnosti, ne? 2 prizorišča. Tako, ja. Tako in glih zaradi tega se toliko bolj še tudi veselim poleg olimpijskih tudi to sezono, ker se mi zdi, da je toliko enih možnosti, toliko enih možnosti za uresničitev sanj, tako da oziroma narediti eno lepo zbirko vseh svojih ciljev na eno mesto zbrati in reči, wow, to je to. Zdaj pa lahko še se malo sprostim tako, da ne bo napetosti pa preveč enih želja. Tako da ja, to da pa itak je eden izmed koščkov, ki še manjkajo za moj mozaik, je itak tudi novoletna turneja, kar pa bo treba še kar malo garati, se mi zdi. Torej, Nika, imaš še cilje, se ne rabimo bati, da bo Nika rekla konc. Ne. Enkrat sicer ta cajt bo mogel priti, slejko prej. Glavno mi je v bistvu trenutno, da pač še si res uresničim še tiste cilje, želje. Mislim, da ni še
treba trepetati za mano pa me spraševati glede zaključka. Je pa itak logično, zakaj. Ostajam ena izmed starejših tekmovalk zdaj v našem timu, tako da mi je logičen ta vprašanje. To ni letel, da ciljam mogoče na konec kariere, ampak zgolj, da vidimo tvoje razmišljanje za prihodnost. Mislim, da za prihodnost se ni treba bati pri meni. Imam neke cilje tudi potem po karieri, ampak v bistvu mi je, zdaj uživam v tem, kar uživam, ker dvomim, da bom v nečem kasneje po karieri uživala to, kar pač uživam trenutno v skokih, ker to je mi dalo največ in težko dobim še več, bom čisto iskrena. So pa definitivno še drugi cilji, ki jih si želim izpolniti enkrat po karieri. In ja, itak je vsak dan je nov izziv, nove želje, novi cilji in jaz upam, da bo tudi po karieri tako. Misliš, da mora naše gledalce, tvoje navijače povabiti na tekmo na Ljubnem ali boljš, da ne pridejo gledati? Mislim, Špela, halo, kakšno vprašanje je to? Ne vem. Ja, valjda, pač naj vsi pridejo. Čim več nas spodbujati, ker vsaka beseda, vsak vzklik, vsak plosk v dno skakalnice nam ogromen pomeni. Tako da jaz mislim, da pa to je itak ena taka tekma, ki jo ne moreš zamuditi. No. Hvala lepa, ker si vzela čas. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Upam, da sva kaj zanimivega povedali. Pa se gledamo naslednji ponedeljek.